Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Jesen je prišla v deželo in vi letos dodajate številne dogodke. Kakšni dogodki se bodo odvijali v Radovljici? Ja, letos pripravljamo tako imenovano kulinarično jesen, ki smo jo pripravili v oktobru in novembru. Tako da pripravljamo različna doživetja, se pravi vodene kolesarske ture po kmetijah, potem odprta vrata na kmetijah, kmetija Dolenc, kmetija Vegerila in pa kmetija Dolenc so se vključile, pa čebelarstvo Erik Luzner. Potem imamo pa razna doživetja s šefi v gostilnah, se pravi od čarobnosti 4 okusov v Taboru do kuharskih šol oziroma kuharskih delavnic pri Urošu Štefelinu in v Vili Podvin, vodenih čokoladnih degustacij, vodene okušanje vina in pa kot novost dodajamo tudi okušanje medu in medenih izdelkov v čebelarskem centru v Radovljici, tako da hkrati pa vabimo še na doživetja, se pravi s šefi, kot so peka kruha, priprava testa z drožmi in podobno. Dogodki pa se bodo odvijali tudi na Linhartovem trgu, tako kot vsako leto. Ja, tako je, in sicer v decembru. Te dogodki bodo se pravi 30. novembra začnemo s prižigom luči, takrat bojo tudi z nami Okusi Radovljice. Potem leto zaključujemo mesec kulinarike v Bafiju, in sicer samo za vse, ki bodo pridno zbirali žige v mesecu novembru. In pa potem še v decembru na trgu 20. in pa 27. decembra ob koncertih. Kje dobijo za žige te beležke? Kartončki za žige bodo na voljo pri vseh gostincih in pa seveda tudi v TIC Radovljica. Potem pa, ko bodo zbrali žige, pa dostavijo to do 2. decembra v naš TIC in s tem dobijo vabilo za dogodek 4. decembra. Obisk vsaj 3 okusov v mesecu novembra. Tako je. Vsaj 3 žige morajo zbrati in s tem dobijo vabilo za zaključni dogodek. Hvala in čim več zadovoljnih gostov. Hvala lepa. Med letošnjimi ponudniki se med Okusom Radovljica predstavljajo tudi mlekarstvo Podjed iz Kranja. Z nami pa Teja Podjed, ki bo predstavila mlekarstvo Podjed. Lep pozdrav, moje ime je Teja, prihajam iz mlekarstva Podjed. Kmetije Podjed natančneje se nahajamo na Olševku pri Preddvoru. Zgodovina predelave sega že približno 30 let nazaj, ko je moja mama začela s predelavo mleka v kislo, smetano in skuto. To je tudi s kolesom razvažala po bližnjih vaseh do gospodinj. Potem pa se je moj oče profesionalno lotil tega leta 1992 in od takrat naprej tudi rastemo, dodajamo izdelke, pridelamo vedno več mleka in smo postali pravo malo podjetje. In vaši jogurti so običajno vedno sveži, ko se pojavijo po trgovinah. Skrbimo, da je dobava našega mleka v mlekarski obrat v roku 24 ur. Tudi v roku 24 ur se predela, torej primer včeraj dobavljeno mleko v obrat je bilo predelano in danes je že dostavljeno strankam v šole, vrtce, restauracije. In kakšni so še drugi mlekarski proizvodi? Izdelujemo še skuto, maslo, smetane, kisle smetane, sladke, kislo mleko, poltrde sire, mlade sire. Zelo znani smo tudi po kajmaku, tako da ta nabor je zdaj že kar širok. Hvala in zelo so okusni. Hvala lepa. Letošnjim okusom in jesenski kulinariki se pridružuje tudi Nisar, čajnica iz Radovljice. Meni je ovo prvič, da sodelujem. In hvala restauraciji v bistvu Šobec, ki mi je povabil na to, na Okus Radovljice. V bistvu ja njima več čaj dobavljam nekih že, ja mislim, 5 let, tako da oni moj čaj uporabljajo v kulinariki, v ledene čaje, pa tudi ga strežejo v restauraciji. Vi imate številno ponudbo čajev, od kje jih dobivate? Da, moja dejavnost je čajnica in v bistvu
prave čaje, nažalost, mislim, ne raste v Sloveniji, prave čaje kupujem iz tujine, v bistvu to je iz Nemčije, ampak original je to je iz Indije, pa iz Japonske, iz Kitajske, ampak tudi sodelujem s lokalnim, v bistvu ne s lokalnim, ampak s slovenskim podjetjem, ki se ukvarjajo s pridelavom zelišč, tako da imam eno s zeliščarkom, ki nabira poprav v metu, pa še kamilico, to pa kupujem iz Slovenije. V kakšnih čajih je največje povpraševanje v jesenskem času? Pa dobro, kultura čaja v Sloveniji, ajde rečem, ni tako velika, ampak recimo mi Slovenci pijemo največ zeliščne čaje, planinske čaje, zdaj je malo zrato hladno, pa veliko ljudi kupuje suhi ingver, pa čaje, ki so mešanice z ingverjem, z limonom, tako da največ čaje se, ki prodajajo, so tu zeliščni čaji, ampak hočem tudi reči, da obstajajo ljudi, ki so že, ki pijo prave čaje, ki pijo črne čaje, zelene čaje, ker tu je malo priprava drugačna od tih navadnih čajev. Hvala in srečno. Hvala vam. Matevž Strajnar je najemnik restauracije Šobec in letošnja otvoritvena večerja bo prav v restauraciji Šobec. Ste ponosni? Jaz sem najmlajši član združenja, tako da sem zelo ponosen in tudi hvaležen, da so v nas prepoznali kvaliteto in da smo se lahko včlanili, tako da ja, z veseljem. Kakšen je bil obisk v restauraciji Šobec skozi leto? Letošnja sezona šteje ena boljših, tako da junij je bil nadpovprečno dober, julij in avgust podobna lanskemu, tudi september zelo dober, tako da obetamo se zdaj do konca leta skozi TR in skozi Okuse Radolca pelati dober rezultat, tako da bomo lahko konec leta rekordni. No in kakšna bo kulinarična jesen oziroma, kot jih imenujemo, Okusi Radolce od 25. oktobra pa vse do 1. decembra. Že veste, kaj boste pripravili, kakšne hodne menije? Z Markom, z šefom se usklajujeva, nismo še zadev čist izoblikovali, ampak bo lokalno, bo vrhunsko, bo okusno, tako da dobrodošli vsi. Torej, cel teden se lahko naročimo v vaši recepciji za rezervacijo mize? Tako ja, od ponedeljka do nedelje, vsak dan v tednu. Katero telefonsko? Telefonska je 041 337 696. Hvala in čim več gostov. Hvala vam, hvala, dobrodošli. Vedno več ljudi posega po ribah, bodi si v kulinariki, bodi si zraven za obed. Res je, kar ste rekli, vendar mi bi želeli, da še več, ker v Sloveniji po statistiki se poje premalo sladkovodnih rib, več morskih. In po kakšnih ribah je največje povpraševanje? Najbolj prodajni artikel je šarenka, vendar smo se mi odločili, da začnemo z prodajo jezerske in potočne postrvi. Ta postrv rabi večjo pozornost, hladnejšo vodo in da postane konzumna riba, rabi daljše časovno obdobje. Imate pa zdaj še eno ribogojnico, kje? Imamo novo ribogojnico, grajska ribogojnica v Bohinj, v Bohinjski Bistrici. In tudi k letošnjim Okusom Radolce boste pristavili lonček v mozaiku? Ja, bomo. Stranke so nas že naročile postrv, tako da jo bodo lahko gurmani poskusili. Tukaj v restauraciji Šobec ste predstavili letošnjo kulinarično jesen, posebej Okuse Radolce in pa nove ponudnike. Ja, predvsem smo poudarili lokalne dobavitelje, nekateri so z nami že kar nekaj časa, oziroma ne toliko z nami, kot pa z našimi restauracijami, kar se mi zdi pomemben, ker je to en tak znak vzajemnega sodelovanja, spoštovanja. Tako da se mi zdi, da lokalni ponudniki so pomemben steber v dobri kulinariki. Osnova je pač dobra surovina. Letos že 11. 12. leto, ko se predstavljajo Okusi Radolce. Ja, prvič so se Okusi Radolce povezali in pripravili to skupno večerjo leta 2013. Tako da to je kar ena dolga tradicija in mislim, da lahko rečemo, da je to ena najdlje trajajočih destinacijskih kulinaričnih znamk, predvsem znamk, ki povezujejo restauracije, pa predvsem tudi šefe v teh restauracijah.
No, včasih je v tem projektu sodelovalo več restavracij, sedaj jih je 7. Katere so to? Ja, že kar nekaj let je zdaj ta številka 7 ali pa kakšna več, kakšna manj. Trenutno so to restauracija Šobec, restauracija Tabor, restauracija Vila Podvin, potem imamo gostišče Tulipan, gostišče Draga in pa Buffy House of Pizza, hiša Linkart. In otvoritvena večerja bo potekala prav tukaj v restavraciji Šobec. Kakšna bo cena? Ja, otvoritvena večerja je vsakič na drugi lokaciji, tokrat bomo prvič v restavraciji Šobec. Cena večerje je 69 evrov. Ta cena vključuje 4-hodni meni, animacijo, glasbo, tako da je pa potem še doplačilo za vinsko spremljavo, ki je pa pač ni nujno, seveda kdor želi. Tako da mislim, da je to tudi ena taka primerna cena za tako kakovostno doživetje, kot ga ta večer ponuja. In tako kot vsako leto pred otvoritveno večerjo tudi tržnica? Letos bo prav tako potekala lokalna tržnica na prostem, seveda, če bo vreme primerno, kjer se predstavljajo lokalni ponudniki, ponujajo tudi nekaj degustacij. Letos pripravljamo tudi eno delavnico za otroke, tako da si želimo, da gostje pridejo na Šobec. Šobec je en tak prijeten prostor, sploh zdaj se mi zdi jeseni, pa tudi potem po zimi, eno čudovito sprehajališče z lepo restauracijo in je res lahko en tak krasen izlet, ki vključuje naravo, kulinariko in nek poseben dan. In ti dogodki se bodo odvijali od 25.10. pa vse do 1. decembra. Tako je, dogodki se začenjajo že zdaj, se pravi, to soboto imamo prvi voden kolesarski izlet, pa potem naprej v oktobru dneve odprtih vrat, razna kulinarična vodena doživetja, potem novembra pa vse do 1. decembra pa so na voljo lokalni meniji. In pa 4. decembra imamo še eno tako ekskluziven zaključni dogodek. Seveda pa Okusi Radovljice ostajajo v Radovljici vse leto, tako da jaz vas v te restauracije vabim kadarkoli. In pa srečate jih lahko tudi na naših dogodkih na trgu, tako da tudi decembra, ko bomo prižgali lučke, ko bomo imeli koncerte na trgu, bo prisotna street food ponudba Okusov Radovljice. Hvala za predstavitev. Hvala tudi vam.